Dobra hiša stoji na dobrih temeljih, cel svet pa stoji na mladih. Lepo je videti, da je tudi mlajšim generacijam želja oblikovati domove v spoštovanju do stavbarske dediščine in obrtniške tradicije. Z nagrado Big C nagrajeni zasebni interier, pod katerega se podpisuje mladi arhitekt Jan Šimnovec, je namreč prav to, saj uspešno združuje dediščino rodbine z uporabnostjo sodobnega bivanja. Dobrodošli v več stoletij stari kmečki domačiji, ki se je po zaslugi mladega arhitekta in mladega naročnika preobrazila v sodobno, navdihujoče in toplo domovanje. Jan, pozdravljeni. Sva v čudovito prenovljeni hiši in me zanima, kam sploh datira. Torej, zgodovina hiše ni točno znana, ampak nekje več kot 350 let ne bi bilo, odkar ta hiša stoji, to je po pričevanjih prednikov, starih staršev, lastnika. Drugače pa zabeležena hiša kot del sklopa domačij, kmečkih domačij iz 19. stoletja. Kar pomeni odgovorna naloga za arhitekta, ki dobi nalogo prenoviti takole častitljivo staro hišo. Ja, drži. Moram reči, da je res bil izziv na začetku videti to priložnost v tem prostoru, ker je hiša bila res v precej slabem stanju, ko sem prvič stopil vanjo, ampak skozi pogovor z lastnikom, potem, ko sem spoznal tudi stare starše in prednike, vse ostale, smo nekako videli, da zgodba tukaj narekuje to prenovo in da se da marsikaj. Poleg tega je pa v bistvu smo probali vkomponirati sodobno bivanje z starim kmečkim stilom te hiše, namreč lastnik ima močen odnos do tradicije, do svojih prednikov, zaradi česar je hotel ohraniti ta spomin na pretekle generacije. Zaradi tega tudi stanovanje mogoče deluje nekako kot kombinacija sodobnega bivanja, hkrati pa taka časovna kapsula preteklih življenj, generacij. Arhitekt in naročnik sta želela kar najmanj posegati v obstoječo strukturo hiše. Konstrukcija je bila sicer v dobrem stanju, pa tudi zunanjost hiše je bila pred leti deležna temeljite prenove. Največ posegov je bil deležen predvsem bivalni prostor. Obstoječo steno, ki je ločevala nekdanjo črno kuhinjo od dnevnega prostora, so deloma odstranili in na ta način povezali oba prostora v velik bivalni del. Velik del tega zaseda kar 3,5 metre dolga jedilna miza, ki se preliva v kuhinjski otok. Ta rešitev tudi lepo opredmeti naročnika, ki druženja rad združi s kulinaričnim ustvarjanjem. Posamezna vrata v stanovanju so odstranili in namesto njih umestili obokane odprtine, ki omogočajo poglede skozi stanovanje ter večjo zračnost prostora. Vse od trenutka, ko odpremo vhodna vrata. Torej, v stanovanje najprej vstopimo v preddverje, predprostor, ki je že prej bil vhodni prostor. Zdaj smo ga sicer ločili z vetrolovom, ki energetsko izboljša delovanje hiše. Potem pa imamo na levo ta prostor, v katerem se nahajava, bivalni prostor z kuhinjo, na desno pa spalne prostore in kopalnico in tudi manjši delovni prostor. Kako je pa bilo s stenami? Jih je bilo treba kaj posebej prenavljati, so ostale točno take, kot so, in inštalacije, če so bile v stenah, je bilo treba to kaj prestavljati? Inštalacije so bile v celoti zamenjane, stene pa v bistvu omet do same konstrukcije je bil umaknjen in nanešen z novim ometom po starih tehnikah, z enakimi materiali, kot so jih uporabljali nekoč, torej apnen omet. Mogoče manjša igra, ki smo jo tukaj pri stenah si dovolili, je to, da smo na nekaterih stenah, kot vidite, naredili take omete, skozi katere se vidi relief konstrukcije. Zdaj, ko smo že pri minimalizmu, v oči pade pomanjkanje omar ali pa shranjevalnih površin. Kako je zdaj s tem? Ja, to je sigurno odraz karakterja samega lastnika in je igral ključno vlogo pri oblikovanju. Kot rečeno, zelo malo je teh omar v prostoru, zelo malo omar lahko vidimo. Edina omara, ki je v resnici ena. Mogoče to govori o tem, da lastnik skozi življenje nosi malo prtljage. Arhitekt je na pobudo naročnika spretno vpletel elemente dediščine v sodobno podobo interjerja, pri čemer je očistil stene in jih namenil mozaiku spominov.
Stare predmete, razpostavljene na stenah, so našli na domačiji, saj so se naročnikovi predniki vrsto let ukvarjali s široko paleto obrti. Od kamnoseške delavnice, proizvodnje lepila do žage za predelavo lesa. Posamezne elemente, ki kot spomin pričajo o preteklih obiskovalcih hiše, so ponosno umestili na stene. Poleg tega pa še stare smučke, kolesa, vozov in sita, vmes pa dodali še vrsto črno-belih fotografij. Nekaterim pa so na unikaten način spremenili uporabnost. Sito so spremenili v inovativen lestenec v spalnici, lestev pa uporabili kot zanimivo stojalo. Steber kapelice, ki je nekoč stala pred hišo, so uporabili kot klop v vetrolovu. Je šlo pa očitno tukaj za posrečeno kombinacijo, da je marsikdo zavihal rokave, pri prenovi. Kdo vse je bil vključen? Ja, res je. Torej, v projekt ni bil vključen sam lastnik, ki je veliko sam naredil pri stanovanju, tudi veliko njegovih prijateljev in domačih. Recimo predvsem njegov dedek je sam pomagal in predlagal določene rešitve, ker tudi sam najboljše pozna to hišo. Gospod me je tudi peljal čez celo domačijo, kjer smo najdeli v skritih kotih te artefakte, stare predmete, ki smo se potem odločili, da jih bomo dali v stanovanje, nekako na ta način jih ohranili in jih pokazali kot nek zgodovinski spomin na pretekle generacije. In verjetno so bila tudi kakšna prijetna presenečenja, ko ste malo odkopali omete, ne? Ja, res je. Recimo, najdeli smo staro nišo, v kateri so že nekoč spravljali različne predmete vredne. Ta niša je zdaj zopet odkopana, prej bila zazidana v vmesnem času in tukaj se je lastnik odločil, da bo dal pijačo in kozarce kot nek displej v bivalnem prostoru. Torej, Jan, očitno se stavbno dediščino res splača ohranjati. Ja, sigurno. Sam sem presenečen, da se tega bolj ne zavedamo. Veliko ljudi živi v starih hišah ali pa je podedovalo stare hiše, ki ponujajo neko priložnost za razmislek o tem, če jih je vredno ohranjati. Nosijo v sebi neke kvalitetne materiale, zanimive zgodbe, ki bi bilo škoda porušiti ali pa izgubiti.